da smo tako vsi ljudje kot duševna bitja, sorodniki. Ampak z njim sem pa še posebej sorodil, kajti moja prababica se je pisala Duša. In on kot duša, sem prepričan, da sva v sorodu. Če ne po babici, pa po duši. Po duši sem že rekel tako in tako. Dobro, vidim, da je že nekaj tega, kar sem jaz mislil povedal Duša. Bi te za začetek Jože vprašal, kdaj si pa bil zadnjič v Mariboru, v svojem rojstnem mestu? Bojim se takrat, ko si mi ti izdal roman. Stric Pepi, oziroma gospod Pepi. Mogoče sem bil še pa enkrat iz Savinjske doline, otroke sem pel malo gledati, kje sem se potikal v mladih letih, ampak seveda tistih dveh hiš, v katerih smo živeli, ni bilo več. To se pravi, vsi stari Mariborčani vedo, kje je Meljska cesta, in jaz sem živel najprej na številki 12, kjer je imela kavarno moja teta, in potem sem pa živel na številki 10. Tam zdaj teče neka obvoznica ali nekaj takega, ne da? Tako da ni sledu več v tem. To se pravi, stanovali ste najprej v Melju, kako to, da sta oče in mama se naselila v Mariboru? A je bil kdo Mariborčan, kako je bilo? Ne, nobenen. Moj oče je Zasavčan, iz Zagorja, ampak že moj ded, praded, je prišel v Zagorje iz Dolenjske. Se pravi, tam z okolice je bil Supla, Žalna, Krka, tam nekje. Tam nekje je tudi ob Krki je vas Znovile. In zato jaz mislim, da od tam izhajam, kajti nek Fajmošter najbrž je napisal namesto Znoj in napisal SNOJ, ne? In tako smo mi Snoji, prišli smo od tam, po mojem pradedu. Mama je bila pa tudi z Dolenjske, ampak je prišla sem k svoji sestri pomagati v kavarno. Moja teta je imela pa tukaj z enim starim veteranom iz prve svetovne vojne, takrat ni bil star. To je ta teta, ki je bila poročena z... Ta teta, ki je imela potem... S Pepijem, ne? Strica. Gospoda Pepija, strica Rajha, ja. No in tako smo se znašli na tej Meljski 12. To se pravi, zakaj omenjamo skozi te družinske stvari in zlasti tega gospoda Pepija? Zaradi tega, ker je Jože na nek način postavil spomenik svojim mladosti in s tem tudi Mariboru v svojem obširnem romanu Gospod Pepi, ki je šel pri takrat že umirajoči založbi Obzorja leta 2000. Leta 2000 in v romanu je seveda razvidno vse to, o čemer zdaj teče beseda, da ste najprej stanovali torej v Melju, da pa si izredno rad in z nekim strahom spoštovanjem hodil k tej svoji teti, ki je pa stanovala na Teznem, ker so seveda bili premožni in v romanu na imenitni čutno nazor način popišeš živali, ki so bile tam pri hiši, od psov, konj in tako dalje. Povej nekaj več o tem odnosu med tvojo familijo in torej tetino. Ko je ta teta postala vdova, že prej so se po tej kavarni zbirali, kaj bi temu rekel, mariborska gospoda, kot ponavadi še zmeraj velja v posebni sobi, kjer so se najbrž po svoje debatirali in tako naprej, in bili najbrž zelo glasni. In dogajalo se je tako, da sem jaz iz prvega nadstropja še za eno vežo prihajal v to posebno sobo, kjer so te gospodje debatirali in so imeli z malo strašen hec. Kajti jaz sem takrat z njimi diskutiral. Jaz sem bil seveda zastopnik, takrat hud zastopnik Slovenske ljudske stranke. Koroščeve. Kajti moj oče je bil zagnan Koroščevc
čeprav tega nič nimamo, razen to, da kadar je bila na vladi liberalna, smo živeli kot s 300... Kot se liberalcem spodobi, ne? S 300 dinarji, ali kot, ne vem. Ja. No, in on je v eni takih društven, je moja teta spoznala tega gospoda Pepija, to je bil pa Josip Rajk, ki je imel malo tovarnico za globin, pasto za čevlje na Teznem. Ampak to je bil velik uživač, ki se ni ukvarjal samo s tem, to so njemu delale delavke, tisto šmolj pasto, kaj se je reklo, ulivale v te majhne škatlice. On je imel pa 2 avtomobila, DKV seveda takrat, potem je imel svojega konja, potem je imel 2 psa, potem je imel jato golobov in to pavčko, če veste, kaj so pavčki, to so vsi golobi, ki so imeli repe navzgor, in so tako hodili, kovec zaleteli. No in velik sadovnjak, sadonosnik se reče, seveda po štajersko, ne. Potem so imeli pa še vrt, na vrtu so rasli šparglji, kar je bilo zelo pomembno, ker gospod je bil precej poskočen. In tam noter se sprehajali tudi želve, ki so jih prinesli bogi odkod, z kakšne dalmatinske obale, ne vem odkod. Kaj hodili so na, kar je bilo takrat redko, so hodili na počitnice na morje, seveda. In so tudi slike, ko gospod Pepi jaha kamelo pod piramidami v Egiptu, skratka, to je bilo kar življenje na dosti veliki nogi. No in kadar je bil gospod Pepi, kadar je spal, je bilo najboljš, kad smo bili, nas so povabili takole sem in tja, na ne vem koliko časa, na obisk in potem smo tam, seveda se krasno imeli kot otroci, in zato sem jaz napisal, naslov je bil Raj na Teznem. No. Ampak ta gospod Pepi je bil na nemško stran, ne? O ne, gospod Pepi ni bil na ni bil na Rajih. A ja, Rajih, to je znal izkoristiti. On ni bil na nobeno stran. Jaz še zdaj premišljujem, ugotavljam, da je bil to produkt ene avstro-ogrske mentalitete, iz katere je izhajal tudi naš slavni maršal Tito. V čem je tle bi rekel, ena podobnost ali pa sploh ena enotna podlaga. To so bili ljudje, ki so bili neizmerno bistri, ampak ki so živeli za svoje majhne koristi. In to so znali zmanipulirati. Torej, ta Pepi seveda na nivoju enega majhnega tovarnarčka, no, Tito pa na našem jugoslovanskem nivoju. Je Tito zapustil kakšen spomenik za seboj? Ali ga je? Kot so ga drugi diktatorji, recimo. Tito ga ni, Tita to ni zanimalo. Tita je zanimalo njegovo življenje. Tisto, ki ga je tega živ, zato ima v vsakem lepem kraju svojo vilo, pa še tisto je nima v celoti sam. Ni poskrbel za mega svojega sina, za mega svojega vnuka, da bi kaj posebnega naredil. No, in gospod Pepi ima natanko tak. On je točno vedel, kaj more v kateri koli oblasti narediti, da bo plaval, da bo gor. In ta roman je pravzaprav roman na način, kaj bi rekel, ker vsak roman seveda je raziskovanje, na način občudovanja. Jaz sem se ga seveda bal, bil sem tudi jezen na njega, zato ker ni bil ravno moralen, v tem smislu pa načen, pa tako. Ampak na koncu, vsak, ko piše, ima svojega junaka rad. Na način ga mora imeti rad, ker drugače iz tistega junaka ni nič. Jaz imam enega samega junaka, o katerem lahko rečem, da ga ne morem čist nič
kaj bi rekel, da nimam nobenega pozitivnega občutka do njega. To je v mojem zadnjem romanu pač en likvidator, gad. Ubijanje kač. Ubijanje kač, ko sem napisal. No, tega mojega Pepija, moram reči, bolj sem star, bolj nekako mi je pri srcu, čeprav je bil težek, bi rekli, po mariborsko gavner. Ampak take, ta prave sorte. A on je znal vse izkoristiti. Kadar je bilo za staro Jugoslavijo, je svojo pastorko poslal v Beograd, v šolo. In sicer to je bil tak, kaj bi rekel, dišanje na fašistoidno fakulteto za šport. Vidite, šport pa ta ideja teh fašizacije je bila enotno povezana. No in on je to, da bi se lepo zrihtal položaj, jo je poslal v Beograd. Potem je prišla okupacija. Še to bi te vprašal. Prej si omenil, da je oče bil zagret SNS-ovc. To se pravi katoliški človek obenem. In ni zanemarljivo sorodstvo z politikom Snojem. To je bil moj stric. Ki je potem odigral konec koncev tudi pomembno vlogo med vojno. Moj stric je bil tragična oseba, on je bil to se pravi očetov brat. Očetov brat, minister v stari jugoslovanski eni vlad, ne vem v kateri, pol je bežal s to vlado najprej v Ameriko, potem v London. Tam je pa v druščini z Izoljem Cankarjem in Furlanom, ki je kasneje tudi prišel v Jugoslavijo in celo si zaslužil smrtno kazen, čeprav ga, hvala Bogu, niso nad njim izvršili. Te trije možje so se zmenili, da bo eden od njih šel pomiriti naše domobrance in partizane, kar je bilo seveda popolna, kaj bi rekel, popoln nonsens, kajti te so bili že do kolen v krvi, ko se je ta moj stric pojavil na rogu pri Kidriču, jasen. Bil je zelo v prvi Kidričevi vladi, ker takrat so še hoteli, tale nova oblast je hotela biti še malo demokratična. Ja, in je Slovenka katolika sprejel še v to vlado, no, leta 1947 je bil že v arestu, najprej je bil pridružen mnogodletnemu procesu, potem je bil pa zaprt in za posledicami tega tudi zelo malo umrl. Mi smo mislili, da ga bodo ustrelili, to ga niso, tudi Furlana niso ustrelili, čeprav so ga obsodili na smrt. Furlana je najbolj ščitila Intelligence Service, ker je to res bil. In Ljuba Selca, ki je še zdaj živ, je tudi odnesel glavo, čeprav je bil obsojen na smrt. No, ampak to je ta, kaj bi rekel, en majhen skok v drugo smer. To sem omenil samo toliko, da se vidi fundament, iz katerega prihaja. Moji karieri in mojemu življenju to seveda ni prav nič koristilo, ta žlahta, ki se rečemo v obdrževanju. Ja, ampak ker sem bil pa, kaj bi rekel, uporniški duh, sem pa še bolj jezikov, kot sem res mislil. In recimo, jaz sem se tam v 7. 8. gimnaziji, k sreči smo imeli profesorja, ki je bil brat Borisa Krajgarja. To je bilo pa že v Ljubljani. To je bilo že v Ljubljani, seveda davne. In nas niso zaprli, ker mi smo debatirali neskončno, kaj bi rekel, kočljive zadeve. In jaz sem se iz odpora, da bi bo kdo predpisal, kako naj mislim, kaj naj mislim. Bil sem seveda katoliško vzgojen, ampak sem se veliko bolj, kot v resnici sem čutil takrat, izdajo za katolika. In seveda so me tako imeli za klerikalca in potem je to šlo z mano do konca življenja. Čeprav, no, konca še ni, ampak skoraj do konca. Čeprav seveda po drugi strani
sem pač z eno določeno vztrajnostjo dosegel tudi tak položaj, kot so mi ga tovariši določili. Kaj ti tovariši so bili pa taki? Bil je zelo en majhen ozek krog. Tam najbrž nič vemo, kako je bilo z njimi. Tam so se pogovarjali iz oči v oči. Potem je bil širši krog. Tam je bila že distanca. Potem je bil pa krog tistih, ki so pristopili, ampak niso bili čisto pravi. So imeli natančno določen, dokot bodo šli. Dokot, kjer bo sekretar, tukaj pa tukaj, predsednik, tam pa tam, direktor, tam pa tam. No, pa je bil pa še najširši krog, tistega sem spadal jaz, ker so tudi določili, dokot bom šel. In bil sem lahko novinar. In seveda naučil sem se pisati med vrsticami, tudi taktiziral sem, sigurno, ker drugače ne bi preživel. Ampak določeno spoštovanje je bilo vsem. Torej, tako daleč je šlo, da meni nikoli niso, to je sem bil na delu v službi, nikoli niso članka, kaj bi rekel, brez moje vednosti popravljali. To sem pa dosegel in če se je to zgodil, ali kad se je zgodil, mi je poklical odgovorni urednik, lahko kar povem, Franček Šetinc, še zdaj živ, in je rekel, poslušaj, je rekel, glej, tole ven vršiš tlele tukaj, ne? Vse to ni čisto po tvojemu nazoru. Pa sem rekel, no, Franček pa ne bo, pa sem prečrtal. Ampak tako je šlo. No, se vrnemo malo nazaj, Jože, ki bi potem prišla še na to. Rad še meri bil v Mariboru. No, veš, zakaj te vprašam? Dobro, ti si vendarle bil v Mariboru, se pravi, svoje teštvo si tukaj, ne? Tvoje otroštvo. Zelo malo otroštva je tle, ja. Kakšen občutek ti je to mesto pustilo z ozirom na to, da zdaj poznamo recimo Simčičeve izjave, ki je seveda nekoliko starejši, ki govori o Mariboru kot izredno zanimivem mestu takrat, mestu veliko teh nacionalnosti, tukaj so se gnetli po eni strani še nemško prebivalstvo, je bilo seveda srbsko prebivalstvo, zlasti srbski vojaki, so bili ruski emigranti, primorci, ki so pribežali sem. Skratka, vse se je tukaj mešalo kot v enem kotlu, vsak je skušal konkurirati drugi etniji in se je s tem ustvarjalo eno zelo zanimivo ozračje in zelo zanimivo kulturno vreme. Torej, jaz zdaj v tej kulturi seveda ne moram reči, jaz sem 6. 7. letom Maribor zapustil. Ampak, lahko pa povem to, kakšno je to mesto v moji predstavi. En prvih vtisov, ki jih imam v življenju, je to, da ležim v sobi, po moje sem bil zelo majhen, in poslušam peketanje konj zjutraj, ki vozijo vozove mimo hiše. To je potem kakšnem asfaltu pa govora, da recimo to danes ne moram ven verjeti, da so, recimo je prišel kmet v Mariboru, je prišel, ne vem, predati nekaj, karkoli, pa je pa kupil nov klobuk, in ta nov klobuk je dal na starega. To si ne morete predstavljati na vse. Ampak to, jaz sem to osebno vse videl. Ali pa recimo, da so bili pohabljenci, sem spomnil enega tako menjega pohabljenca, ki je imel roke, imel pa samo kolena, na kolenih imel na blazine, na rokah imel pa kar hodulje, in kako se je premikal po pločniku, recimo. To je danes popolnoma jasen, če bi to danes kakšnemu šoku povedal, bi rekel, da gleda film iz srednjega veka, ampak je bilo tako. Potem leta 1945 sem pa, jaz sem hecne zadeve. Mi smo bežali, ker smo zasvetili vojno, je fotor poslal nas, ti otroke, pa imamo... No, se to se te hotel vprašati. Zakaj ste se potem preselili v Mokronek? Nismo prebežali. Smo rekli, da se je mogoče... Že podobno Nemcev imali? Še ne, ni bilo še Nemcev. Oče, moj fotor, je vstal pa, da je bil en tak majhen upravnik, tam ravno na te Mejski 10 je bil zadaj, je bilo zadaj eno veliko dvorišče, tam spodaj je bila vinska klet,
pa tam so neka jabolka, to vodil sem in tja, skratka bili taki zadrugi. A ni bil tam tudi Šerbaumov mlin? Ne, Se ne spomniš? ne, to pa ne vem. No, skratka, nas so poslali v Maribor, v Mokrono, in jaz sem še torej vojno doživel v Mokrono, v tem smislu, da sem videl tiste, ker Nemci so začeli tako, na čelu je bil motor z prikolico, strojnico gor in tako so prišli v Mokrono. Moj foto je bil pa takrat še v Mariboru. In tam je nekdo iz hiše današnjega, že upokojenega baletnika, je vrgel kozarc ven skozi okno. In se je tisti kozarc razletel tam pred tistim motoristom in bo se mi vsi malo strašili, ampak oni so šli naprej. In tako so nas zasedli, ampak čez nekaj dni so nas pa zasedli Italijani, ker se je meja premikala. Hec je pa to, da so potem še enkrat mejo premaknili in tisti hip, ko je prišel Gestapo, samo 2 dni so bili, so nas takoj poklicali, mojo družino, takoj poklicali v šolo, kjer je bil tak štab, in so nas popisali. K sreči so mejo spet premaknili in postali smo na italijanski strani. Medtem je pa oče bil tle v Mariboru ostal, dobil je takoj neke vrste policijskomisarja v svoje podjetje in potem je pa zvedel, da ga bojo, da bo tudi on izseljen in je zbežal. In v bistvu je bežal tako kot s kolesom, je prišel do italijanske meje, nemško-italijanske takratne, in eno kolo je pustil tam v eni gostilni in moram vam povedati, čez 14 dni je kolo prišlo v Mokrono. To je delovalo. To so razmere vojne. To so bile vojne razmere. To me zdaj zanima, ko si prišel v Mokrono, otrok, kako si doživljal to razliko med vendarle urbanim Mariborom in Mokrono, da si pa verjetno bila uralna zadeva? Razlika je bila grozna. Namreč jaz sem zavijal po Štajersko, jasno. Sem bil tukaj. In mene so tisti smrkovci grozno zaprekavali. Zaradi tega nisem bil kakšen posebno pameten učenec, ne verjamem. In sem se zaprl v molk in nisem govoril. Tako rekoč, tistim učiteljcem nisem odgovarjal enostavno. Vse to je trajalo samo let, pa pol se potem ni bilo več nobene šole in tako naprej. Pa prišla pa ena majhna učiteljica, malo bolj dobrodušna je bila, baje so jo kasneje partizani likvidirali. Ta me je pa nekako odkrila, ugotovila je, da imam dober spomin in da lahko recimo preberem pesnico prvič in jo povem na pamet. In so mi naredili par preizkusov, tam so nočitenko prinesli, pa mislim, da je na Levstikova pesem mogoče bila ta Stoje na holmu, hiše 3, pa tako naprej, pod holmom potok, čišču ni in tako. Jaz jo preberem prvič in sem jo enostavno povedal. No, ampak potem sem prišel v Ljubljano in pa bil spet na istem. Sem prišel pa kot dolenjski, revček z Dolenjske. V Ljubljano sem prišel z očetovimi čevlji, 42 številka. Bil sem pa star, lahko računate, 43 leta in je star 9 let. Še to bi te prej vprašal. Na Dolenjskem, seveda, v Mokronogu si bil tako rekoč v jedru bratomorne slovenske vojne, partizani, belgardisti. Kot otrok si to verjetno doživel vendar kot neka travma, to je pozneje material za oba romana. Ne bi imel kaj pisati. Jaz sem bil razklan. Koliko si to lahko markiral kot otrok? Torej, neverjetno, jaz mislim, da smo bili saj jaz, sem bil prezgodaj zrel. Tudi zato, ker je bil moj oče neverjeten človek, on je bil malo študiran, ampak zelo načiten
In mi smo, v moji družini smo vse govorili. Pri nas se ni skrivali nič. Tudi najbolj bi rekel, skrivnostne zadeve, tudi take, katera od sosed je šla s Taljanom, recimo, ker to se je dogajalo, ne, takrat v tistem času. No in kot oče je bil nasprotnik komunizma in tudi nasprotnik kolaboracionizma. In seveda je bil med dvema ognjema in zato smo potem leta 1943 tudi bežali naprej v Ljubljano, ker sicer je bi bil mobiliziran v partisansko vojsko in te vrste ljudje v glavnem niso dobili krogle od spredaj, ampak žal večji del od odzadaj. In mojega očeta verjetno ne bi bilo, ne glede na to, ali bi lahko padel od kakve krogle sovražnikov, kaj ti, najbrž bi bil od kakve druge. No in hočem samo to povedati, da sem potem v Ljubljani doživel ponovno, to se pravi leta 1943. Ja, ponovno, bi rekel, blokado in ponovno molk, kajti v Ljubljani sem se pa znašel med fantki, ki so imeli prečke, tako kot naš dan predsednik, tako da. Potem so imeli, ali so imeli kravatke, ali pa metuljčke, pa zbirali so svinčene vojačke in se znamke. Jaz sem videl ta prave vojake, ta prave mrliče, so jih tudi psi obžirali, recimo, ali pa lisice, ko so tam ležali, nepokopani in tako, in ko sem prišel sem. No, ta Bajuk, mimogrede, so tudi živeli pred vojno v Mariboru in je bil specialist in je pisal za obzorja pred vojno glasbene kritike. Ja, pa on je bil bolj ravnatelj klasične gimnazije. Ja, ker so prišli v Ljubljano. No, skratka, tako je bilo. No, potem sem pa, to bi bila še povedal edino v Mariboru, da so pa rekli, seveda, zdaj vi, ki ste vse zgubili tukaj in tako tudi gospod Pep je to naredil, zdaj pa pridite v Maribor, pa boste tukaj dobili stanovanja, ki so ostala od Nemcev in moj oče me vzame s seboj in greva mi da v Maribor, tako da leta 1945, malo po vojni, par mesecev, vlak je vozil tako kakih 6-7 ur do Maribora iz Ljubljane. Tukaj, ko sem hodil pa po Vitrinski, pa po Gosposki, smo hodili pa po eni taki, bi rekel, stezi, enega nasipa v višini prvega nadstropja. To so bile ruševine. No, in potem, ko smo pa prišli ko je pa tole moj oče zagledal in je videl tisto stanovanje, ki bi ga nam dali, je rekel, da je v tuje stanovanje, pa on ne bo šel. In smo šli nazaj, hvala Bogu, v Ljubljano. In sem tudi v Ljubljani ostal potem. No, in v Ljubljani nadaljuješ z gimnazijo. Ja, sem šel v gimnazijo. Si začel ti v tem obdobju že pisati? Si začel kaj mogoče objavljati? Že malo prej? Že prej? Ne. To je tako. Tukaj je bila ena gostilna Novi svet, stari Mariborčani. Zdaj še? Ja, pa ni več tam, pa je. Ni več tam, ja. No, moja teta je seveda imela, znanstva s temi birki in tako naprej. In ker je vedela, da jaz zelo ljubim živali, mi je iz enega legla v Novem svetu podarila psičko, foxterierko in to sem potem jaz peljal sem jo nesel s sabo v Mokrono. Ampak tam sem jo pa 43 leta mogel pustiti in tam dal sem jo neki ženski in tista ženska, ona je šla pa k mojim starim staršem in moj staroček, ki sem ga imel sicer rad, je rekel, da je preveč poje, jo je ubil pa vrgel v en bajer, ampak tega nisem zvedel. Jaz sem skozi mislil, da bom na koncu vojne, ko bo konc vojne, grem po njo. In med tem, ko sem jo tako čakal, sem napisal prvo petnico. To si bil star koliko? To sem bil star, pa kakaj
8, ne, 9, 10 let, 9, 10, ja. Rimano, seveda. Ja, zihar je bila. Celo, mislim, da imam še en zvezek nekje, ki je ostal, Bog je kako, ohranjen s temi svojimi umetninami. Ampak kako je bilo v tem na gimnaziju? Ne, na gimnaziju pa ne, jaz sem potem hotel, ne, jaz sem hotel biti, najprej sem hotel biti veterinar. Potem sem rekel, to bo potem drobovju šal, bo težko. Potem sem hotel biti biolog, potem sem hotel biti pa nazadnje celo agronom. Sem pa rekel, ja, pa agronom pa jaz. Enkrat res sem v letu 43-42 krave pasel pro sosedu, to držim, pa ker sem se bal konj pa krave, ne bo šlo. In, ni hudič me je nesel na slavistiko. Komparativo, ne? Ja, no. To spaj, da takrat je bil cvirk, ne? Ja, seveda, ne, hvala Bogu, jaz sem imel res korifeje. Ena je bila Spodnak, druga, ne glede na to, da je bila malo bolj tako, bi rekel, brkljava, je bila Marija Borštnikova, še zmeraj je bila osebnost. No, ta glavni je bil pa seveda cvirk in ta, če me je kdo naučil malo misliti, oziroma kolikor toliko natančno se izražati, je bil cvirk. Kaj ti v cvirk? Pri cvirku, če si rekel stavk, ki je bil hlapen, ali pa nelogičen, te je pogledal mrzlo kot kača. In potem je rekel ploskola. Je bilo konc. No in tako sem se naučil 3-krat premisliti, preden odpreš kljun. Ob tem, dejansko mi je odprl cvirk tudi pogled v svetovno literaturo. Predvsem, recimo, kar je za mene bilo zanimivo, je moderni evropski roman, jasno. Ker to je pa on se obvladal. Žal je potem kmalu zbolel, tako da nazadnje nisem več diplome delal pri njem. Kdo je pa bila tvoja družba na Moja družba? Zelo zanimivo. Mene je tale Maribor me res preganjal. Kajti najprej sem, to je na fakulteti jasno, na gimnaziji smo se prepirali, tam sem bil jaz deklariran katolik in svetovnonazorsko idealist. Tam se nismo šli takrat, ne vem, kakšnih šol, ampak to je bilo tako, ali si materialist, ali si nekaj drugega. In jaz sem idealist, seveda je jasno, kakšen materialist, da bomo tam pamet solili. No, ampak kljub temu je bil pod Kragerjem, Urošem Kragerjem, on je bil urednik na Mladinski knjigi, on je bil fantastičen intelektualec in tudi človek. Smo imeli celo referat o socializmu. Že v 8. gimnaziji. No, ko sem prišel na fakulteto, seveda je bila stvar popolnoma jasna. Tam smo zašli pa modernista in Krampar je pesnike, ki klatijo, kukujejo verze, pa rime in tako naprej. No in srečal sem Petra Božiča. V Ljubljano je prišla pošiljka 3-4 ljudi. Petra Božiča, Jožeta Pučnika, igralca Bibiča, pa še nekaj fantov. In Peter me je seznanil z njimi. Tako da sem pravzaprav, s Petrom smo potem pa tudi seveda imeli to bojemsko življenje in ker je ta bogi Petrček je bil v enih hlačah, v enih bluzi, čevlje imel 2, ampak tudi bilo čudno, potem dotlej imel vžgane prste in pisal je, ravno to sem zdaj napisal, pisal je s fantastično novelo Beli šal. In smo rekli, kaj bo ta beli šal, to pa nekaj bo Peter, tako je delal, ne. In seveda, potem je bil pa ta revež tam in
sobi. In sem mu tudi eno ložišče zrihtal in Peter je začel bivakirati pri nas. Medtem, ker je bila pomeščena bana s kopalnica z banjo, so pa vsi govorili zlobni jeziki, da sem mu jaz poslal v bani. Peter je bil pa tako majhen, da bi res lahko v bani spal. Samo žal nikoli ni šel v bano. To je bilo malo mučno, pa maja. Ampak, kasneje s Petrškom so mi razmeri, lepe odnose, seznano me recimo Strnišo, to je bila zame velika zadeva. No, in ker je pa on šel velikat v Maribor, jaz pa zelo redko. In ker se to takrat ni bilo faksov, pa teh zadev, pa e-mailov, jaz sem pač bohe zakaj. Iz golega veselja prevajal Lermontova. Nič nisem zmenil z nobenim urednikom. To je bil pravzaprav Fevd Mileta Klopčiča. In jaz prevedem recimo celega demona. In rečem Petru, Peter je prišel v Maribor, rekel, Peter, dej nes to košarijo, tale moj prevod, ti rekel, jo, seveda, vzame in gre, ne. Pol čakam mesec, 2 meseca, košar, ki bil pa zelo spodoben človek, velik, moj licen, bi rekel, na način. Nobenega glasu, na kar je jaz Petra, lepo kličem za nekaj Petra, posluš, pa si ti sploh dal ta rukopis košarju, ne. In pa sem pa naredil, rekel, dravo sem ga vrnil. Sem rekel, pa zakaj? Je rekel, ne vem. No, in tako je bilo. Nazadnje so bila celo zadnja leta skupaj v mestnem svetu in Peter je bil, kakršenkoli že bil je malo amebe, bil je malo, mislim, jaz sem rekel, da je trdoživ ali polip, polip ali trdoživ smo se učili v biologiji. Moram reči, bolj je bil star in bolj je bil na način moder. In v zadnjem 2 mandata sem bil z njim skupaj v mestnem svetu, v Ljubljanskem, seveda v nasprotnem taboru, kajti Peter zmeri vedel, kam se mora spraviti. In se je lepo spravil najprej. Najprej se je prav enkrat spravil v partijo, Bog pomagi. Še takrat. Pol se je spravil v LDS, pa se je spravil pa Janković. Malo čudega. Bil je, moram reči, jaz pa v nasprotnem taboru, seveda, čeprav ne v stranki nobeni, nikoli v življenju. Moram reči, da je bil tako rekoč edin človek, s katerim sem se lahko pogovarjal. In žal mi je, da je na koncu, tik pred smrtjo, tako polomil, stisnil Titovo cesto. Bog ve zakaj, ampak on je bil tak. On je bil v bistvu živ absurd. In zato, ker je bil on sam absurden, je bil tudi edini, ta prava absurdističen dramatik, ki ga Slovenija premore. Noben drug ni bil te vrste. Peter je živo to. On je to bil. On slovnice nekaj posebno poznal, logike tudi ne. Ampak on je bil cel takšen. In ko je to napisal, danes pravzaprav, če bi hotel govoriti o drami absurda, je Peter tako rekoč edin naslov. Zaresen. Ampak jo že ti, ne? Bog mu da je dobro, hočem reči. Naj mu da. Kako pa je s teboj potem bilo v času študija in pozneje? Z malo, zelo. In s tvojo poezijo že takrat seveda, ne? S poezijo. To je bilo pa tako. Jaz sem recimo, kot veste, sem bil in ostal, sem bil katolik, zdaj sem pa čuden kristjan. Ne čist navaden. Mislim, da sem kristjan brez cerkve. To veliko pove, ne? No, ampak pisal sem, zanimivo, da je neko dekle, zdaj, ko sem imel intervjuje, mislim, da je bilo to eno Svete Aja, napisala vaša poezija je resakralizacija. In to je neverjetno, premišljal sem potem, kaj bo imel arhiv to zavrnitev, tudi moja, tudi naslov moje zbirke, vse to.
In Kocijančič, to se pravi, ki je bil takrat minister, ne vem kakšen, takrat ni bil za versko vprašanje, ampak mislim, da je bil, ne vem, za kulturo, je predlagal, da se ukine pač možnost samozadolžništva v Sloveniji.